Prvi od ključnih projektov, ki jih želijo na občini realizirati do konca pomladi, je ruški odsek Dravske kolesarske poti. Gradnja trenutno miruje zaradi vremenskih razmer, a tudi sicer projekt ne teče dovolj gladko, predvsem zaradi komplikacij pri določanju meja z lastniki zemljišč. Nisem čisto s tem zadovoljen, ker se mi zdi, da bi morali določene stvari hitreje potekati. Imamo kar nekaj težav z izdelkom, se pravi s projektom za moje pojme, ki je v nekaterih točkah pač neke potencialne probleme spregledal, s katerimi se moramo zdaj ukvarjati. To pomeni, glede na to, da smo pod snegom, seveda tak ali tak malo stojimo, prizadevamo se, da bi v teh dneh dobili gradbeno dovoljenje za premestitvene objekte, ki v bistvu nam bi pomenilo, da bi neki določeni del dodatnih lahko sprožili. In pa, kot ste sami rekli, na terenih neke take mogoče malo na rekovajih sporne točke pregledujemo z geodetom. Praviloma pač gre za to, da smo zelo tesno na mejah parcelnih, kar pa je nažalost pač stanje, ki je. Do zdaj, kar smo gledali z geodetom, se je izkazalo, da je okej. Tako da tudi bodoče mogoče tudi pričakujemo kakšen problemček, ampak bomo že to kot neki dobri sosedi rešili, to se jaz ne bojim. Trasa je dolga približno 7 kilometrov in poteka ob parcelnih mejah, ki jih bodo dodatno preverjali z geodetskimi meritvami. Ob tem projektu na ruški občini pripravljajo ureditev trga v Bistrici ob Dravi, hkrati pa naj bi krajani dobili nazaj svojo edino trgovino. Gre za drugi največji zaselek, ki ga imamo v občini, ki v bistvu se nam skozi neka pozitivna migracija še dodatno dogaja in rabi neko določeno infrastrukturo. V zadnjem času smo mi deležni tudi ogromne neke kritike, češ da Bistrica vse zgublja. Zdaj na našo veliko žalost, seveda res je temu tako v nekih točkah. Govorite o trgovini. Govorimo o pošti, govorimo o trgovini, govorimo marsičem, ne. Kar se tam je v zadnjem času zgodilo, vse v končni fazi tega ni toliko. Zdaj zagotovo oskrba kraja, kar se tiče trgovine, ni problematično na dolgi rok, ker je to nek dovolj velik zaselek, ne. Če malo rečem ironično, če bodo ljudje kupovali v tej trgovini, ne, pač nek promet se po mojem tam lahko ustvarja in kolikor smo mi dogovarjamo, tudi Mercator absolutno je zainteresiran to trgovino naprej nekako peljati, tako da nam so nekako obljubili, da bi to v aprilu se naj zgodilo. Med načrtovanimi projekti v letošnjem letu je tudi kolesarski dirt park s kempom v Matavškovi gramoznici, obnova ruškega doma kulture, Mrliške vežice na pokopališču in projekt, s katerim naj bi jim končno uspelo preseči status edine slovenske upravne enote brez doma starostnikov. V resnici potrebe potem so. Midva sva z direktorjem doma Danice Vogrinec pač na to temo večkrat sedela, kaj narediti. Oni so že izvajalec pri nas te dejavnosti in seveda kot taki niti koncesije ne potrebujejo in bi lahko takoj nek, bom rekel, objekt se tu gradil. Oni so tudi za to zainteresirani. Problem pri vsem tem je seveda to, da država za te projekte več trenutno ali pa več ne vem, kaj je to točno odločitev, ne namenja nobenih resnih sredstev, kar seveda posledično pomeni, da vi celotno investicijo na nek način, čisto preprosto povedano, date na pleča uporabnikov. Se pravi, njegova cena, uporabnina dnevne oskrbe postane tako visoka, da praktično so to po oceni tistih, ki se s tem ukvarjajo, cene, ki nimajo smisla in ne bodo mi teh kapacitet zapolnili, ne. Seveda zdaj mi iščemo tu vmes neki, bom rekel, modus vivendi. Občina v tem primeru dela vse, kar lahko, se pravi zagotavlja zemljišče, pelje projekt, lobira, gnjavi, vpije, ne, obvešča novinarje v končni fazi in seveda tu v resnici brez neke poteze države verjetno bomo zelo težko. Čeprav za moje pojme, če bi tudi, kako naj rečem, vladajoče strukture bili pametne, bi videli, da z nekimi pametnimi potezami tudi pred koncem volitev mogoče lahko ravno koga prepričaš, da kaj znaš, ne. So ali niso pač zdaj te investicije in ti projekti, ki jih je veliko, namen ne samo po sebi volitvenemu letu, ampak velikokrat se ljudje sprašujejo potem, ne, volitveno leto je, ali je to zdaj nabiranje točk zaradi ponovne kandidature in podobno. Zdaj, če bi jaz bil na drugi strani, bi bil vesel, da če katerokoli leto kdo kaj naredi, ne. Ne, jaz mislim, da tudi če bi šli vi gledati prejšnja leta, nismo kaj dosti manj intenzivni, mislim, da boste bolj intenzivni. Vse, kar pač premoremo, na nek način poskušamo zinvestirati v kaj pametnega. Kup tega, kar tu gledamo, so v bistvu stvari, ki že, bom rekel, desetletja vemo, da jih moramo urediti, ne. Pa jih zdaj pač se končno uletevamo. Sploh ne, mislim, meni res, če kaj mogoče je pač mi konec nekega mandata nekaj, kar bi rekel, da bi rad neke zgodbe zaključil, pa da pač neke vsebine rečemo, da smo uredili, nič drugega zdaj, da bi pa se kdo bal, da bo dela zmanjkalo, pa ga še dolgo ne bo, tako da še za marsikoga kaj postoriti.
Glede morebitne ponovne kandidature na letošnjih volitvah pa se še ni želel opredeliti.